ker pri stand-upu vemo več kot Vlada. Ja, to pa ziher. Sigurno vemo To pa več. ziher. Več kot Jelko. Več kot Jelko ziher, Več kot Jelko. ker on pač je res slab komik, ne. Si predstavljaš, da bi šel on tak na open mic'e v 10, pa bi začel nastopati? Jaz mislim, da eni bi bil ful zabaven, ker bi se smejali sam temu, da je on Jelko, pa ga se trudi biti smešen, ne, ker bi bilo, mislim, da bi bilo bolj tako absurdno, ne. Ja. Ker bi Jelko prišel gor. Ampak siguren pa ni neumen človek, ne, konc koncev je že zelo dolgo na tej poziciji, tako da verjamem, da bi spacal neki skup. Zdaj vprašanje bi on, a bi se on pač upregel v to, da je on neka Jelko komičen lik, ki se trudi, Ja. in bi znal iz tega dobro potegniti, Ja. veš, da bi on glumil nekoga, ki se trudi, ne, kao pameten, je, veš, on Mogoče, je Jelko in je mal beden in ni tako smešen in bi bilo to smešen, ne. Če bi bil pameten, bi bil, ne, tako nekako Damjan Murko, ki glumi tega svojega, ta svoj Murko lik, ne. Onana. Mislim, Onana. Res nana. kaj? Poznam Mislim, ljudi, ki ja, ga ampak- poznajo od malega. On je bil vedno tak, baj. On je bil vedno tak. A vedno je bil tak. To ni Pa karakter. dober izkoristil to svojo. Ja, on- Jaz sem mislil, da je on to glumil, to svojo neko Dansko ne. persono, da je on postal to. Ne. On je od nekdaj bil to. On je baje Pa je pa bil dober, pač... on je bil v srednji šoli, v osnovni šoli točno tako je zdaj, baj. Ja. In on je imel ful Pa je pa dobro probleme. naučil to. Ja, on je imel ful probleme, ko je prišel enkrat na sceno in je enkrat, ja, televizija, levo, desno, in ko je pol on feedback dobil, alo, ti nisi diht, ne? Ker ga taka večina ljudi vidi, kot ti si nek ekscentrik, ti si, kako bi rekel, neko tele, liček, neki norček si, ne? On se ni tega zavedal, da on tak... Aha, in mu je bilo bad. Ja, on je imel ful probleme, baj, jaz tem, da je ugotovil. Ampak on je pač tak se on meni. On, ti s njega smeh, to je pač naravno, ne? To je naravno. Ja, ne, sedaj imaš take ljudi, ki znajo neko svojo drugačnost dobro naučiti. Ja, mislim, vse zakaj pa ne. Ja, mislim, normalno, si to je pameten, kaj? Stari... Ali se ti vsi smejo, ali ti pa pol plačajo, da se ti smejo. Ali pa si Luka Dončić, pa znaš ful vrej špilati basket. Ja. Zdaj pač izkoristiš tisto, kar imaš, stari. Ja, tako da bi Luka Dončić znal ful dobro špilati basket, pa ga ne bi. Ja, ne bom ga, zato... Ne ali bom pa še ga. Kilo Nilko je res pač ono, ko je gora od človeka, ne bom šel v basket, ker je to najbolj očitna stvar, ko lahko grem. Ne, hvala, izkoristiš, da si visok, pa da si rigl, ne? Koliko bomo zdaj še do pice? Pojmo že še do pice. Pice, je mogla že biti. Signal imam, vse bo klical. Pazim, imam na vibro. Na stolu, moja mi piše, kje si? Na stolu. Stolčku. Kaj je bila najbolj čudna pica, ali pa najbolj čudna jed, si jedel? Najbolj čudna jed. Da je bilo ono res zakaj, da te folk spraševa, zakaj si to jedel. Ja, veš, to pa jaz nisem, ker se hrani tiče, sem pa zelo tak ziharaš. A? Ja, jaz sem jedel, ker sem živel še doma, sem bil toliko izbirčen, da je mogel foter 3-krat na teden delati Dunajce. Zato, da sem pač čim več normalne hrane jedel. Tako da nikoli nisem šel nekaj v ekstreme, da bi rekel, kako sem lahko to pojedel. Mislim, hrane. Ja. Ne. Kaj pa kombinacija, ne, da so žabi, kraki ali pa pač kombinacije sam? Kaj pa vem pismo? Ker jaz sem jedel enkrat makarone, čevape, pa nutelo gor. Kje? Ne, to pa ne mogoče, da bi kaj tako. Zakaj? Ne vem. Zakaj? Ne vem, ni mi. Rad imam nutelo, rad imam čevape, ne bi pa nikoli to dvoje skupaj dal. Veš, kak je? Mesne palačinke si zdaj jedel. Veš, kak je okus? Mesne palačinke. Ja. Pač slane palačinke sem jedel, ne, ali pač krepes pa to, ne. Ja, ampak ne, da imaš palačinko in imaš mleto meso noter. Ja, pa to ni bad, to so neki kaneloni. Ja, v bistvu, a? Ja, pa to ni Ampak bad, to ni bad. Po še daš pa nutelo gor? Ja, to pa ne bi dal, ne. Pa ni bilo tako bad, no. Meni je bilo tako, wow, tole je presenetljivo fajn, da se je mešal on okus palačinke z nutelo, pač palačinke z mletim mesom. Ja, ne vem. Meni je bilo ful cool, pač to sem ful na blav naredil enkrat, ko sem bil sam. Take stvari so zanimive, ko jih enkrat grizneš. Veš, da bi pa celo kosilo tako pojedel. Da bi namensko naredil, danes bomo jedli pa čevape z nutelo, ja. Dajmo jih ne. Dajmo raj kajmak ali pa dajmo raj pol nutelo s palačinkami, pol za posladek. Če imaš, veš kolikrat v življenju ješ palačinke, ne vem, 500-krat. Zakaj bi vedno jedel z marmelado? Ja, no vse, zato enkrat ješ z marmelado, enkrat ješ z nutelo, enkrat ješ Enkrat s z čevapom. belo nutelo. Ja, Linolado. z viki kremo. Z linolado. Ja.
Tako da v bistvu, ne vem, ker se hrane tiče, sem jaz vedno bil zelo tako. Nisem nek pristaš nekih eksperimentiranih zadev. Dobro, mislim, da sem jedel česnov sladoled. To je mogoče še najbolj čudna stvar, ki sem jo jedel, ker ne bi nikoli rekel, da je dober, ampak je bilo zanimivo. Ne? Ni bilo tako, da bi si ga zdaj spet naročil. No? Ampak, ker sem ga že imel, mi je bilo tako, zanimiv kontrast, sladoled, sladek, ki potegne na česen, ki je dejansko s česna narejen. In mi je bilo zanimivo, ampak da bi pa to zdaj rekel v pismu, to bom pa komaj čakal, da ga bom spet, pa tudi ni bil. No. Jaz sem pa pri sladoledu ful tako da ne probavam različnih. Jaz pa jem ali neki Snickers, ali neke tote rošer fore, ali čokolada, ali lešnik, nekaj v tem smislu. Dobro, zdaj sem naštel 6 okusov. Je pa dober. Veš, koliko je okusov? Je drugače okusov, imaš 20 na vsakem štantu. Ja, to vem, ampak pač valjda ne boš zdaj jedel unih modrih, pa fluorescenčnih, pa te so vedno neki čudni. To nočem, to bomo ne. Najhujši sladoled, kar sem jedel, če smo klekle, sem jedel Red Bull. Red Bull, dejansko. To pa vem, malo Maribor sem nisem nikoli probal. Ja, pri nas ga je imel ta tržiški sladoled. In nekako je bil ful dober. Imel sem 1 leto, ko sem sam tega jedel. Ker jaz 1 let sem jedel samo jagodo, pa imam kakšno leto, ko jem sam vaniljo. Pri sladoledu sem res zanimiv, pa imam kakšno leto, ko pa sem jedel sam Red Bull. Če je zdaj folk tako paniko naredil s kvasom, pa z WC papirjem, s tem, predstavlja si, da nam povejo, da so vesoljci pristali nekaj. Ja. Kaj bi pol bilo? Sej sploh ne vem, kaj bi bilo. Ne? Ja, mislim, da ne bi bilo... Mislim, da ne bi bila reakcija ljudi bolj mila, kot je bila zdaj, ampak hujša. Kaj? Je pač še večje bedarije, bi folk kupoval pa delo, če bi pristali. Mislim, kak je naenkrat panika zavladala, vsi masovno, pa ni tak kataklizmični event, spet ni, ne? Zdaj pa, če bi pa pač prije Jelkova, reče, vesoljci so pristali v Sežani, ne vemo, kaj bo. Uživajte, dokler lahko. dokler ne bodo pristali vesoljci še pri vas doma. Ja, in kaj je pol bilo? Pač folk bi, ne vem, kaj bi naredili, pač. Mislim, da bi full alufolije pokupili, ali pa nekaj. Ja, alufolije. Da bi si zavarovali, da nam ne bi brali misli. Neka taka stvar. Evo ti vesoljce. Jaz bi sam rekel, kje ste vesoljci, jaz sem vaš. Fuck, jaz to moram videti.